Oblikovalec vrtov Tomaž Bavdež je na parceli nevsakdanje oblike zasnoval geometrijski vrt, poln mehkobe, razgibanosti in udobja. S trajnostnimi rešitvami je poskrbel, da zeleni prostor ne potrebuje veliko vzdrževanja. Svoj pečat so hiši dodali arhitekti, ki so stavbo fluidno povezali z vrtom. Oblikovalci vrtov se običajno srečujejo s pravokotnimi parcelami. Ko jih ob kakšni hiši preseneti trikotni prostor za vrt, so nenadoma postavljeni pred velik izziv. Na trikotnem vrtu je treba zaobiti marsikatero oblikovalsko pravilo in uporabiti domišljijo. Gospod Tomaž, ste imeli zaradi nenavadne oblike tega vrta kakšne težave pri urejanju samega vrta? Ta nenavadna oblika vrta mi je povzročila kar nekaj sivih las. Ponavadi so vrtovi pravokotno na hišo in ponavadi terase delamo pravokotno na hišo. Tukaj sem malo prekršil pravilo in jo postavil teraso samo pod kotom glede na hišo. Vse s tem, da bi celoten vrt bolj nekako integriral k hiši. Je bil že kakšen del vrta že prej urejen ali ste dobili cel prostor prazen in ste ga na novo urejevali? Vrt je bil, ko sem prišel, jaz sem eno samo gradbišče, tako da, ko sem se začel z njim ukvarjati, je bil prazno platno, kar je dostikrat je to v redu. So imeli naročniki kakšne posebne zahteve? Ja, naročniki so imeli željo, da zahteva vrt malo vzdrževanja, da je vrt primeren za otroke, za igro otrok, da je vrt tudi prostor za druženje, za kosila, za večerje in podobno. Da ima vrt nekaj zelenice. Želeli so tudi, da ima vrt približno 12 kvadratnih metrov zelenjavnih površin. Želeli pa so tudi nekaj sadnih dreves. Namenili ste jim kar precej prostora za družabnost, neke vrste plesišče se tukaj ponuja, poleg seveda letne kuhinje. Tukaj smo predvsem hoteli ustvariti nek družaben prostor. Hoteli smo ustvariti tudi, če bi se angleško izrazil, room outside, se pravi soba zunaj, katera pride v naši klimi v poštev 4-5 mesecev na leto. Če smo v Kaliforniji celo leto ali po Avstraliji, pri nas pa ta letni čas. Tako da poskrbeli smo za dovolj velik prostor, poskrbeli smo za površine, ki so lahko pohodne, ki se jih lahko čisti. In seveda ne sme manjkati streha, ter seveda za uživanje in obdelovanje zelenjav oziroma obdelavo termično rabimo tudi letno kuhinjo z vsemi pripomočki, ki zraven spadajo. Seveda osnovno je korito, da se spiramo z vodo in pa žar, kakršne koli tip nam je ljubše. Kako ste te velike plošče prepričali ali pa v enem kosu pripeljali do sem, ali kako to obdelujete? Ta površina, pohodna površina je bila ustvarjena na mestu, se pravi, so pripeljali beton in so ga zvibrirali. Te fuge, ki jih vidimo, ki izgleda zdaj kot so plošče, to so dilatacijske črte in to preprečuje, oziroma pomaga preprečevati, da bi se te plošče lomile. Se pravi, namensko jih zarežemo na približno 10 kvadratnih metrih, da preprečimo pokanje betona. Če bi vse to ulili v eni ploskvi, bi se to začelo pokati na raznih koncih. Katere rastline imajo pa prednost v tem vrtu in zakaj ste ravno te izbrali? Čeprav imamo kroglaste rastline, ki so podobne pušpanom, pušpanov ni. To so ilex drobnolistne bodike, ki jih zadnja leta uporabljam namesto pušpanov, ker jih ne napada bolezen. So pa skoraj za laika čisto isto izgledajo. Morali smo vključiti precej sadnih dreves. Jaz sem dodatno vključil še šmarno hrušico, ki je nekako za moje pojme nek vezni element med sadnimi drevesi in pa okrasnimi drevesi, ker ima plodove, podobno kot sadna drevesa, ima lepe cvetove, tudi po formi in listju je zanimiva. Na okrasnem delu je definitivno vodilna mnogodebelna breza. To je breza Jacquemontii, ki ko bo odrasla, bo s svojo mnogodebelnostjo in belim deblom glavna atrakcija na tem delu vrta. Pa je vzdrževanje takega vrta zahtevno? To bi morali vprašati lastnike, ampak jaz mislim, da smo se potrudili in ustvarjali vrt, ki potrebuje izredno malo vzdrževanja. Prvo, kar se tiče trate, ima trata robotsko kosilnico, tako da s tem ni prav nobenega dela v bistvu. Ograje ne potrebuje vzdrževanja, lesena ograja bo dobila s časom oziroma zelo hitro sivo patino, ki je naravna zaščita lesa. Aluminijasta ograja pa itak ne potrebuje vzdrževanja.
Sčasoma, kljub temu, da so to nekako kontrastni materiali v vrtu, sčasoma se bo barva vseh ograj, vključno z betonskim zidom, poenotila. Vse grede, zasajene grede imajo protiplevelno vlaknino, katera preprečuje rast plevela po celotnih površinah. To protiplevelno vlaknino smo še dodatno prekrili z ljubim dekorjem ali pa s peskom, odvisno od tipa grede. Seveda, nekaj delajo v zelenjavnem vrtu, ampak to je tudi namen, da nekaj pridelujemo. Ampak delo je olajšano z višino gred v zelenjavnem vrtu? Delo je predvsej olajšano z višino gred, tako. Veliko lažje je stati, kot pa čepeti na tleh in obdelovati to. Življenjska doba te visoke grede je odvisna predvsem od izdelave. Moramo paziti, da uporabimo trd les, recimo sibirske macese, neprimeren. Tudi če ga ne globinsko ne tretiramo, bi, če je konstrukcija pravilno pripravljena, mogel zdržati kar precej let. Govorimo tukaj 10+. To pomeni, da moramo preprečiti, da bi bil ta les, da bi kjerkoli bil v stoječi vodi. Se pravi, to pomeni, da mora biti konstrukcija vzdignjena od tal, da ta les spodaj ni v stalnem stiku z zemljo. Kar se pa znotraj same grede tiče, pa mora biti oblečena s plastično folijo, če je pa s to folijo je podobno, da bi rekel, da ta les diha, da nima stika z zemljo. Zemljo je treba dodajati, seveda, ker so tako visoke grede, se dostikrat poseda. Priporočam pa tudi, da se obnute grede takšna mreža proti voluharjem in podobno. Gospa Nina, vemo, da urejen vrt precej dvigne vrednost nepremičnine, seveda je tudi bivanje v taki okolici precej kvalitetnejše, lepše, prijetnejše. In vi iz Sono arhitektov ste poskrbeli za to, da je ta povezava med notranjostjo in zunanjostjo taka, kot je. Kaj točno je bila vaša naloga? Ja, mi si vedno želimo pri vsakem projektu doseči čim bolj neposreden stik z bivalnimi prostori in zunanjo okolico. V tem primeru je bila predvsem specifična ta postavitev same hiše, lokacija vrta, tako da smo morali prostor, kjer se nahaja kuhinja in jedilnica, odpreti proti vrtu in letni kuhinji. To smo dosegli z zasteklitvami, povečali smo same zasteklitve, porušili parapete, uredili 2 direktna dostopa na vrt in tudi povečali okno nad kuhinjskim pultom in koritom. In tako smo dejansko celo stran hiše odprli proti vrtu. Ste seveda poskrbeli tudi za notranjo opremo te hiše in rdeča nit te notranje opreme je črno-bela barva. Zakaj ravno ta? Ja, črno-bela kombinacija je takšna elegantna, klasična kombinacija, ampak je zaradi svojega kontrasta vedno zanimiva. Tukaj smo dejansko šli iz ene skrajnosti malce v drugo. Največji kontrast se nahaja v samih kopalnicah, kjer je izrazito črno-bela. Črno-bela kombinacija nam je pa tudi omogočala, kar je bil v resnici glavni koncept notranje opreme, namreč vse vgradne elemente, inštalacije, jaške, kakšne zaobljene vogale smo hoteli skriti s pohištvenimi elementi in oblogami, ki so enotnega videza, in tako smo dosegli neke večje elemente, ki skupaj delujejo kot neka povezana celota enostavnih oblik, čistih oblik. In črno-bela kombinacija je temu zelo pripomogla. V kakšnem stanju je bila hiša, ko ste začeli delati na njej? Hiša je bila zgrajena, vendar v notranjosti je bila dejansko čisto groba. Torej brez obdelave sten, tlakov in tako dalje, tudi brez predelnih sten. Tako da z ene strani smo imeli neko svobodo, z druge strani pa je bila že dokaj determinirana. Mi smo glede na želje investitorjev hoteli doseči takšno najbolj maksimalno funkcionalno tlorisno zasnovo. Predvsem smo pa hoteli mogoče nekakšne zaobljene vogale, kakšne niše, tako zakriti s pohištvenimi elementi, da vsi prostori delujejo zelo fluidno, čisto, iz pravih linij in tako naprej. Predvsem je ta navezava, ta glavni hod v pritličju, ki z ene strani vodi v ta bivalni, fluidni, svetli prostor, z druge strani imamo garažo, ki je tudi zelo lepa. Jo ne skrivamo. Skoraj da galerija za avtomobil. Medtem ko pa to samo stopnišče vodi spodaj v te bolj servisne prostore v kleti, zgoraj v mansardi pa v spalne prostore. Predvsem smo hoteli doseči, da so ti bivalni prostori
ustvarjajo čim bolj takšne zračne, prostorne, svetle neke ambijente in da mogoče neke stvari, ki so v začetku bile moteče, čim bolj skrijemo in jih ne opazimo več. Po eni strani ste rekli, da ste imeli svobodo pri opremljanju, po drugi strani so bile pa tukaj tudi verjetno neke želje investitorja. Seveda, te so vedno nam najbolj važne, kajti če je investitor zadovoljen, smo tudi mi zadovoljni. Tukaj gre za mlado družino. Predvsem smo gledali, da to stopnišče, ta troetažnost ni moteča in da vse skupaj zelo funkcionalno deluje. Namreč tukaj imamo bivalni prostor, ki se ovija okoli srednjega kamina. Z ene strani imamo bolj umirjen, pač ta dnevni počitek, z druge strani pa kuhinjo, ki jo povezuje jedilnica. Torej, kot sem že omenila, v kletnih prostorih se nahajajo bolj tehnični prostori, kot so, shrambe, možnost je ureditve fitnesa, savne. Je pa seveda tudi ena zelo pomembna soba, ki jo poznajo vse sodobne ženske, to je utility, pralnica, ki je pa tudi zelo funkcionalno povezana z zgornjim nadstropjem. Namreč naredili smo jašek za perilo, ki iz zgornje garderobe lahko dobimo umazano perilo takoj v kleti, je ni treba nositi po stopnicah. Zgoraj so spalni prostori z veliko kopalnico, s prosto stoječo kopalno kad, tuš kabino ter sama garderoba kot walk-in closet. Nato so pa še 3 spalnice in ena delovna soba, torej bolj intimni del družine.